Dober dan, prav lepo pozdravljeni na prvi novinarski konferenci Slovenske matice v letu 2024. Še prav posebej lepo pozdravljeni v naši prenovljeni dvorani. Pravkar je ta dvorana spremljala tudi slavnostno akademijo, ki smo jo priredili ob 160-letnici Slovenske matice. In seveda v tem slogu in v tem duhu bo potekalo celotno leto 2024. Zdaj pa se za trenutek še oziramo nazaj v tiste zadnje edicije, ki so v letu 2023 še išle. In zato so danes z nami gosti. Morda začnem z damo tukaj. Doktorica Liljana Žnidaršič, Žnidaršič-Golec, ki je skupaj z doktorico Metodo Kokole uredila zbornik o Juriju Slatkonji v naši zbirki odstiranja, ki jo ureja predsednik Slovenske matice, dr. Aleš Gabrič. Lepo pozdravljeni. Z nami pa sta danes še docent, dr. David Maurin, urednik prevodnih knjig oziroma zvezkov Libijeve zgodovine od ustanovitve mesta, to je zgodovina Rima. Načrtujemo celovito izdajo vseh 6 zvezkov in tokrat predstavljamo drugi zvezek, ki ga je prevedel, tako danes z nami, profesor dr. Aleš Mavar. Med nami pozdravljam tudi drugo urednico Slovenske matice, pomočnico tajnice urednice Slovenske matice, Zariko Sojber-Bovšek, ki je uredila zbornik o radu Ludoviko Lenčku. Naj pa seveda za sam začetek, ker je to leto zares praznično in slavnostno, poudarim, da smo ob 160-letnici Slovenske matice izdali tudi monografijo, ki je temu prazničnemu trenutku posvečena. Ta monografija je nekaj posebnega zato, ker smo prvič v njej, po zaslugi Brede Ilih Klančnik, zbrali vse podatke, tako biografske, kot seveda tudi podatke o delu vseh predsednikov Slovenske matice doslej, torej bivših predsednikov Slovenske matice. Sedanji bo dobil svoje mesto v naslednji monografiji. In sicer zato, ker smo poskrbeli, da smo evidentirali, fotografirali vse portrete predsednikov, ki jih Slovenska matica hrani, jih zbrali, uredili in Breda Ilih Klančnik je z biografskimi podatki o predsednikih in tudi o njihovih portretistih obogatila to našo knjigo, v kateri pa so poleg tega osrednjega sklopa reprodukcij portretov in njihovih podatkov vključeni še poleg uvodnika našega sedanjega predsednika, dr. Aleša Gabriča, vključeni v knjigo še zapis Milčka Komelja, akademika, profesorja dr. Milčka Komelja, nekdanjega predsednika Slovenske matice, o naši dragoceni galeriji, ki je vse premalo znana in vse premalo odprta javnosti. In potem zapis, ki sem ga pripravila sama o 160 letih prizadevanj Slovenske matice za slovenski jezik, slovensko knjigo, kulturo in znanost. In tudi zapis našega predsednika, dr. Aleša Gabriča, o pomenu Slovenske matice v času osamosvajanja in nastanka naše države Slovenije. Ta celovita monografija je nekako bila uvod v naš vstop v to praznično leto. Slovenska matica je ob tem priredila tudi poleg slavnostne akademije, na kateri so nas s svojim nastopom in prihodom počastili
tudi predstavniki Matice Hrvaške, Matice Črnogorske, Matice Srbske in Matice Slovaške, smo poleg tega tudi v petek, 2. februarja, pripravili še literarni večer, na katerem so se predstavili naši avtorji, ki s Slovensko matico so sodelovali bodisi v zbirki Mozaiki oziroma Uroš Zupan, ki je za Slovensko matico pripravil trboveljsko knjigo. Prav na dan, ko je bila Slovenska matica ustanovljena, 4. februarja, pa smo pripravili tudi v sodelovanju z Glasbeno matico, ki se v tej priložnosti zahvaljujemo, tudi koncert, ki je bil posvečen na nek način matični pesniški zbirki Mozaiki. Saj so mladi, sodobni skladatelji uglasbili 5 pesmi različnih avtorjev iz naše knjižne zbirke Mozaiki, tako da je bilo to prav posebno doživetje. No, naj ob tej priložnosti, kakor tudi vse druge založbe, ki so v teh dneh predstavile svoj knjižni program za leto 2024. Na kratko povem tudi, da bo ta knjižni program Slovenske matice bogat, da pa seveda ga žal ta trenutek ne moremo povsem dokončno definirati, ker ne vemo, kako bo z novim 4-letnim razpisom, ki ga je dala Javna agencija za knjigo. Slovenska matica načrtuje v tem sklopu, v okviru Javne agencije za knjigo in njene podpore smo podali prijavo kar za 24 knjižnih naslovov. Upamo seveda, da bodo tudi vsi realizirani. Naj na kratko povem, da v okviru filozofskih del načrtujemo prevode Marte Nussbaum, Johna Locka in Dana Zahavija. Med slovenskimi filozofi se bo tokrat predstavil Lenart Škof za filozofsko elementarno teologijo. Seveda Slovenska matica izrazito skrbi tudi za naravoslovne edicije. To je prav posebnost Slovenske matice, da skrbi res za ta znanstveni vidik v celoti, tako humanistiko kot družboslovje in znanost. V okviru naravoslovnih edicij načrtujemo eseje o vodi Mihaela Brenčiča in Vznemirljivo potovanje po razvijajočih se možganih Tine Bregan. Nadalje je tu kar nekaj literarno-zgodovinskih razprav, najobsežnejša naj bi bila Nataše Golob, Literatura v srednjem veku in njeno občinstvo, in Bernarda Nežmaha o Josipu Jurčiču kot uredniku slovenskega naroda. Metoda Kemperl pa za Slovensko matico pripravlja knjigo o Zoisovi palači. Načrtujemo še izdajo zgodovinskega dela Gašperja Oitzla, Železarjenje na Slovenskem v poznem srednjem veku. Med leposlovnimi deli pa naj posebej izpostavimo, da smo počaščeni, da bo po dolgem času, prav v našem prazničnem letu, svoje eseje pri Slovenski matici znova izdal dolgoletni tajnik urednik Slovenske matice. Veste, da je to funkcijo opravljal kar 35 let, Drago Jančar, ki bo v tem jubilejnem letu pri nas izdal nove eseje. Med pesniškimi zbirkami načrtujemo še pesniško zbirko Roberta Simoniška, Na dan, kot je ta, in Petre Koršič, Osla v dlani. Med esejističnimi deli izdajo Capudrovih esejev in Mita o Antigoni Matica Kocijančiča, v okviru mestnih knjig Kočevsko knjigo in Medvoško knjigo, v okviru naših zbirke Spomin in srečanja pa portret Silvestra Škerla, ki naj bi ga pripravil njegov vnuk Tomaž Pisanski. Kot veste, smo lani oživili tudi našo zabavno knjižnico pod več kot 100 letih. V tej zbirki naj bi Ksenija Majcen izdala svoje zgodbo iz vzhodnega Berlina. Ob enem pa še preidimo k prozi. Išli naj bi
Pezanski spevi Ezre Pounda, delo je kar nekaj let pripravljal Miklavž Komelj, med izvirnim slovenskim leposlovjem pa kratke zgodbe Matej Komoc. Poleg tega načrtujemo še kar nekaj zvezkov v okviru zbirke Odstiranja, ki jo bomo pravkar predstavili. In seveda to je zbornik simpozija o Ivanu Tavčarju, zbornik simpozija o Ivanu Gamsu in zbornik simpozija o Francetu Bučarju. Še nekaj sodelovanja načrtovanih, Slovenska matica pa je dobila tudi odobreno strani Tradukija v prihodnjih letih izdajo 2 del, tako da prvo bo išlo prevod, ki ga je pripravil Uroš Zupan, Goranovičevega Cinobra. Še posebej smo počaščeni, da bo pri Slovenski matici končno, to je delo, ki smo ga načrtovali že lani, letos išla velika monografija posvečena Edvardu Ravnikarju. Njegovi dediči so namreč pripravili izbor iz njegovih dnevnikov, to so risbe in refleksije, in tudi te monografije se zelo veselimo. Pripravljamo pa še nekaj e-knjig, zvočno knjigo in tudi kar nekaj ponatisov, tako da ne dvomimo, da bo bera Slovenske matice seveda zelo, zelo, zelo dragocena tudi v njenem prazničnem jubilejnem letu. Toliko morda na kratko, da boste seznanjeni seveda, kaj vse Slovenska matica v tem letu načrtuje. Zdaj pa bi morda kar prišli še tudi k predstavitvam drugih knjig. Našo monografijo ste morda že imeli v rokah, saj je bila tudi naše neke vrste protokolarno darilo vsem udeležencem Slavnostne akademije ob 160-letnici. Vsekakor pa verjamemo, da boste v njej našli še kar nekaj gradiva, da boste lahko v prihodnjih tednih, tudi mesecih, predstavili Slovensko matico v svojih medijih. Zdaj pa se seveda obračam, glede na to, da se urednica gospa Liljana Žnidaršič-Golec se je ljubila na naslednji dogodek, bom ji predala besedo, da predstavi v imenu 2 urednic zbornik o Juriju Slatkonji 1456 do 1522 od Kranjske do Dunaja. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Jurij Slatkonja zagotovo ni neznano ime, toda za večino tistih, ki so zanj slišali, je Slatkonja ustanovitelj zbora dunajskih dečkov, kar pa ne drži. A bodimo po vrsti in si predvsem oglejmo, kaj je v knjigi novega glede na prejšnje zapise o Slatkonji. Nove ugotovitve v prvem zgodovinsko-biografskem sklopu so po eni strani življenjepisne v ožjem smislu, po drugi strani pa bralcu odpirajo pogled v širše politično dogajanje z markantnim habsburškim vladarjem Maksimilijanom I v središču. Z biografskega vidika so pomembne potrditve, da je bil leta 1456 rojeni Slatkonja v resnici Ljubljančan, da je izviral iz meščanske družine in da je bil priimek Slatkonjeve družine Slatkonja. V prvem poglavju sklopa, pod katerega se podpisujem sama, je nov, zveri podprt, tudi denimo podatek o Slatkonjevi hiši na sedanjem Cedrin-Metodovem trgu 7 v Ljubljani. Hišo je lociral in me nanjo opozoril kolega Miha Kosi. Glede Slatkonjevih mladostnih povezav z Goriško, nakazanih v istem poglavju, pa se moram tudi zahvaliti še kolegu Vojku Pavlinu. Na več doslej neznanih virov iz ustanov zunaj Slovenije temelji drugo poglavje sklopa. Napisal ga je Grantni MacDonald, ki se večinoma posveča Slatkonji v času neposredno pred letom 1513, ko je bil Slatkonja imenovan za dunajskega škofa, in nato v letih do Slatkonjeve smrti, slabo desetletje pozneje, leta 1522.
Dragoceni McDonaldov prikaz komunikacije med Maksimilijanom oziroma njegovim zastopnikom pri papeški kuriji in papežem Leonom X. V ozadju te komunikacije je namreč prepoznati vladarjev cilj, ki ni bil le doseči, da bi bil Sladkonja kot vodja njegove glasbene kapele nagrajen s škofijo na Dunaju in Pičen, blizu Pazina v Istri, ampak tudi to, da bi papež njega samega kronal za cesarja. Maksimilijan bi tako postal ne samo izvoljeni, temveč pravi cesar Svetega rimskega cesarstva. Slednje Maksimilijanu sicer ni uspelo. McDonald poleg tega kot prvi doslej postavlja hipotezo o Sladkonjevem očetovstvu. Sladkonja naj bi imel vsaj enega ali celo 3 sinove, vendar argumenti, ki jih avtor navaja v prid tej hipotezi, ti argumenti so zanimivi, a za zdaj premalo prepričljivi. Drugi sklop knjige, Jurij Sladkonja in glasba, obsega 3 poglavja slovenskih muzikologov. V prvem Klemen Grabnar bralcu kritično predstavi besedila slovenskih glasbenih zgodovinarjev o Sladkonjevem delovanju na področju glasbe. Za prihodnje raziskovalce je zlasti pomembna Grabnarjeva izpostavitev vprašanja o Sladkonji kot skladatelju. Sladkonji zaenkrat lahko pripišemo 2 večglasni skladbi, vendar pa je ohranjenih precej sočasnih skladb, katerih avtorji ostajajo neidentificirani. Vsaj kakšno od teh bi utegnil napisati torej tudi Sladkonja. Tako kot Sladkonje se je nekaj napačnih predstav in trditev oprijelo tudi glasbene kapele, ki jo je vodil. Na zakoreninjeno napačno razumevanje določenih pojmov opozarja v drugem poglavju Marko Modnik. Izrecno kaže omeniti poudarek, da kapele, za katero je Maksimilijan leta 1498 izdal navodila, ne moremo imenovati Dunajska dvorna kapela. Niti teh navodil ne moremo šteti za ustanovna navodila. Ta kapela namreč ni bila vezana na Dunaj, ampak so njeni pevci in instrumentalisti potovali skupaj z Maksimilijanom kot del dvora, ali pa sodelovali tam, kamor jih je vladar poslal. Z glasbo, ki jo je bilo v Sladkonjevem času slišati na Slovenskem, nas seznanja poglavje Katarine Šter. Šterova na podlagi lastnih raziskav nadgrajuje predvsem dozdajšnje vedenje o koralu, liturgičnem enoglasju, katerega osnov se je mladi Sladkonja prej ko ne dobro naučil v domačem ljubljanskem okolju. Zadnji sklop knjige sestavljata 2 umetnostno-zgodovinski poglavji. V prvem Gašper Cerkovnik na novo analizira upodobitve Sladkonje iz časa njegovega življenja, pa tudi mlajše različice iz obdobja do nekako druge polovice 18. stoletja. V nasprotju z uveljavljenim mnenjem, Cerkovnik ugotavlja, da kažejo značilnosti portreta vse upodobitve Sladkonje nastale do okrog leta 1522. Najbolj realistično je Sladkonjev obraz sicer upodobljen na epitafu v dunajski stolnici. No, na Slovenskem, verjetno je že kdo od vas si ogledal repliko epitafa, ki je v kripti, si jo moč ogledati v kripti nekdanje kapiteljske od leta 2006 pa škofijske cerkve v Novem mestu. Avtorstvo epitafa gre za, citiram, eno najkvalitetnejših nagrobnih plastik zgodnjega 16. stoletja v širšem avstrijskem in južno-nemškem prostoru, je osrednja tema drugega poglavja sklopa. Pisec tega poglavja, Matej Klemenčič, vidi verjetnega avtorja v Osvaldu Kittlu, kiparju, ki je deloval na Dunaju in nato na Kranjskem ter Spodnjem Štajerskem, 5 let po Sladkonjevi smrti pa je izdelal nagrobnik ljubljanskega škofa Krištofa Ravbarja v Gornjem Gradu. Jurij Sladkonja, pri katerem se tesno prepletata kariera duhovnika in glasbenika, ni bil ustanovitelj zbora dunajskih dečkov. Bil pa je uspešen organizacijski vodja enega najboljših glasbenih ansamblov v takratni Evropi, ki bi ga lahko pogojno označili za predhodnika zbora dunajskih dečkov. Kot prvi dunajski škof, ki je pretežno bival pri svojem sedežu na Dunaju, se je Sladkonja izkazal tudi kot humanistično široko razgledan učenjak in mecen. Skratka človek, o katerem raziskovalci še niso rekli zadnje besede. Zdaj pa mi dovolite, da preberem še kratek, malce prirejen odlomek iz McDonaldovega poglavja v knjigi, da nam nekoliko približa odnos med Maksimilijanom prvim. Mimogrede, eno poglavje te knjige, ki jo prav tako izdala Slovenska matica leta 2022, Sociodiceja moderne, Saša Jašeta. Eno teh poglavij se posveča prav Maksimilijanu
tudi delno z teh vidikov, kot so nakazani v knjigi. In ta odlomek bi rada prebrala zato, ker kaže res tudi na vpletenost Sladkonje v ta širša razmerja med Maksimilijanom in papežem v določenem zgodovinskem trenutku. Gre pa tu bolj nastopa sicer ne kot glasbenik, ampak kot pisec besedila moteta. V času med prihodom Leona X. na papeški prestol 9. marca 1513 in sredo junija istega leta je Sladkonja napisal latinsko pesem v čast novemu papežu. V glasbi jo je Maksimilijanov dvorni skladatelj Heinrich Izak. Gre za motet Optime Divino Date Numere Pastor, katerega besedilo in glasba sta verjetno nastala na Maksimilijanovo zahtevo. Pesem poziva papeža Leva, torej Leona X., naj se poveže s habsburškim orlom, Maksimilijanom I. Med drugim papeža poziva takole. Usmeri Jezo svojih velikodušnih prsi proti Turkom, volkovom in pošastim Kanopusa. Naj se nobeno štirinožno bitje, nobena neprijazna ptica, mišljeni so Francozi, ne zoprstavi, ko vidi orla na čelu jate in pravega leva, torej Maksimilijana in Leona. Kot o tem poroča Maksimilijanov zastopnik pri papeški kuriji Alberto Pio, je papež podarjeni motet sprejel z navdušenjem. To se je dogajalo med obedom, ne vem ali kako si jo večerjal. Prebral je pesem, namreč papež jo pohvalil, nato pa poklical svoje pevce ter jim naročil, da jo zapojejo vsaj 3-krat. Pio je prosil, naj svojemu vladarju posreduje njegovo željo, da bi Maksimilijan skupaj z glasbeno kapelo kmalu prišel v Italijo in bi ga tako lahko osebno okronal za cesarja. Posebno papežovo zahvalo naj bi Pio prenesel tudi Sladkonji in Izaku. Obema je papež naklonjen in jim obljublja, da jo bo nagradil z beneficiji. In dejansko je papež kmalu nagradil oba, tako duhovnika z beneficiji, seveda, tako duhovnika Sladkonjo kot laika Izaka. Hvala lepa doktorici Lilijani Žnidaršič-Golec, seveda hvala tudi sourednici, doktorici Metodiku Kole za skrbno pripravo tega zbornika, s katero se Slovenska matica znova poklanja znamenitim osebnostim Slovencem, slovenskim osebnostim, tokrat seveda Juriju Sladkonji ob 500-letnici njegove smrti. Vemo, da je leta 2022, namreč ravno tukaj v Slovenski matici potekal posvet. Slovenska matica je imela vlogo, da skrbi za spomin na znamenite Slovence od svoje same ustanovitve dalje. Vemo, da je bila tista, ki je skrbela tako rekoč za postavljanje spomenikov znanim slovenskim kulturnikom, pesnikom. In bila je tudi med drugim tista, ki je poskrbela za prevoz recimo posmrtnih ostankov Jerneja Kopitarja z Dunaja. Tudi to fotografijo smo nedavno našli na Slovenski matici in jo predali Narodni in univerzitetni knjižnici. In tak poklon znamenitim Slovencem so seveda naše knjige. Tudi naslednja, ki jo bomo predstavili, to je zbornik razprav o doktorju Radu Ludoviku Lenčku z naslovom Humanist, učenjak in domoljub. Prav tako je v Slovenski matici 1. junija 2022 ob stoletnici rojstva slavista in filologa Rada Ludovika Lenčka tukaj potekal posvet. Kasneje smo te prispevke zbrali, ob tem se moramo predvsem izredno in iskreno zahvaliti gospe Rozini Švent, ki je tako skrbno pripravila vso slikovno gradivo, ki je tudi bogat del te naše najnovejše edicije. Zbornik pa je uredila Zarika Snoj-Brbovšek, zato ji predajam besedo. Hvala lepa, pozdravljeni tudi z moje strani. Kot rečeno, je ta zbornik nastal na podlagi prispevkov z posveta. Sledili smo referatom, ki so jih udeleženci na posvetu predstavili, z izjemo prispevka Velimira Givrina, ki ga nismo uspeli pridobiti v pisni obliki.
je pa seveda dostopen na spletnem posnetku posveta na naši spletni strani. Sicer pa prispevki v zborniku prikazujejo tako Lenčkovo razgibano življenjsko pot, kot široko mrežo njegovih prijateljskih in strokovnih stikov in pa predvsem njegovo bogato pedagoško in znanstveno delovanje. Struktura zbornika je nekako dvodelna. Po uvodnem prispevku dr. Aleša Gabriča, predsednika Slovenske matice, ki je pač imel tudi uvodni nagovor na posvetu, sledita dva dela. No, najprej samo še v uvodnem prispevku. V njem je so poudarjene Lenčkove misli o nalogah in odgovornosti ameriških Slovencev do ohranjanja narodne zavesti. Ob tem pa tudi Lenčkove zasluge, da so se slovenistika in slovanske študije uveljavljale na ameriških univerzah. Obenem Lenčkova prizadevanja povezuje z delovanjem Slovenske matice in njenim sodelovanjem z zamejstvom in Slovenci po svetu, ob čemer je pa pomembno tudi izpostaviti, da je Slovenska matica ob Lenčkovi 75-letnici leta 1996 že izdala njegove izbrane razprave in eseje, v tej knjigi pa je vključena tudi celotna Lenčkova bibliografija. No, temu uvodnemu nagovoru sledi prvi del, v katerem se bolj posvečamo tem delu na drugi strani Atlantika. Po uvodnem prispevku dr. Vesne Mikolič, ki ponuja nek splošen pregled o življenju in delu Rada Lenčka in vsebinsko predstavlja zbornik, potem sledi najprej prispevek dr. Lene Lenček, Lenčkove mlajše hčerke, ki je zaslužna profesorica rusistka na Reed Collegeu v Oregonu. In ta prispevek je zelo dragocen, smo zelo veseli, da nam ga je uspelo tudi pisno potem pridobiti, ker predstavlja vso človeško in znanstveno širino svojega očeta in ga zelo bogati ta topla osebna nota. Tudi ni pisan tako z vidika akademskega raziskovanja, ampak predvsem kot pričevanje. Hvaležni pa smo tudi, da nam je za objavo v zborniku namenila en velik del fotografij iz družinskega arhiva. No, potem sledijo 3 prispevki slovenistov z one strani luže. To je ameriški slavist profesor Henry Cooper mlajši, ki je zapisal svoje spomine nekdanjega študenta Rada Ludvika Lenčka in njegovega poznejšega raziskovalnega kolega, s katerim je vse življenje ostal v zelo tesnem stiku in predvsem poudaril, občudoval njegovo raziskovalno strast, ki je bogatila potem tudi druge in jih spodbujala pri delu. Drugi je potem ameriško-slovenski literarni zgodovinar profesor Timothy Pogačar, ki je pisal o delovanju Rada Lenčka v času, ko je predsedoval Društvo za slovenske študije in o njegovih znanstvenih prispevkih v Papers in Slovene Studies in v reviji Slovene Studies. Tudi profesor Pogačar je zdaj urednik revije Slovene Studies in te prispevki jih nameravajo objaviti tudi v tej reviji, tako da na tem mestu lahko še na to opozorim. No, potem tretji je pa kanadski slovenist profesor Tom Priestley, ki pa je prav tako ponudil nek osebni pogled na Rada Lenčka, ki je pomembno prispeval na njegovo lastno sociolingvistično strokovno poklicno pot, ko se je pridružil Društvu za slovenske študije in se pozneje tudi ukvarjal s slovensko manjšino v Avstriji. No, potem sledi pa drugi del zbornika, ki pa predstavlja Lenčka v okviru bolj slovanskega prostora. Najprej lahko beremo prispevek Iva Jevnikarja, ki je pisal o pomenu bivanja in delovanju Lenčka v prvih povojnih letih na Goriškem in Tržaškem. Potem je slavistka in slovenistka dr. Marija Mitrović pisala o Lenčkovih objavah v srbskih znanstvenih publikacijah in je pokazala na Lenčkovo zanimanje za južnoslovanske kulture in predvsem na njegova prizadevanja za nastanek priročnika za enoten, standardni srbo-hrvaški jezik, do česar pa nikoli seveda ni prišlo. No in zadnji prispevek pa je prispevek dr. Rozine Šved, ki piše o ureditvi Lenčkove zapuščine, nad katero je bedela
poskrbela za njen izbor skupaj z Lenčkovo ženo in za potem tudi prevoz te zapuščine iz Amerike v Slovenijo in hrambo v Narodni in univerzitetni knjižnici. In kot rečeno, gre seveda tudi njej zahvala za bogato slikovno gradivo, ki ga je priskrbela potem tudi iz arhiva NUK. No, kar je tukaj še pomembno poudariti, v zvezi z Lenčkovo življenjsko potjo in njegovim znanstvenim delom, bi mogoče samo na kratko predstavila njegovo biografijo. Rojen je bil leta 1921 na Mirni na Dolenjskem, gimnazijo končal v Novem mestu, potem v letih od 40 do 44 študiral slavistiko in etnografijo na Univerzi v Ljubljani. V teh študijskih letih je spoznal tudi svojo bodočo ženo, Nino Lovrenčič, ki je bila hčerka doktorja Jože Lovrenčiča, pesnika in primorskega domoljuba, ki je bil med vojno ravnatelj Slovenske klasične gimnazije v Gorici in tam je tudi 23-letni Rado Lenček začel s poučevanjem slovenščine. No, potem je pač živel v Gorici in Trstu v letih od 44 do 56. Vmes je leta 45 družina njegove žene doletela huda begunska usoda, tako da so se umaknili na Koroško, kamor je potem sledil tudi on in sta potem živela v Gorici, se poročila in potem leta 48 preselila v Trst. No, v tem času je bil zelo močno vpet tako v poučevanje v slovenskih srednjih šolah, kot tudi prostovoljno delo, društveno, publicistično, kulturno, tako narodno-obrambno delo v korist narodne manjšine. Pisal je za razne zamejske liste, periodiko, obenem pa se je ukvarjal tudi z etnografskimi in jezikoslovnimi raziskavami in se študijsko izpopolnil tudi na Univerzi v Padovi. Leta 1956 je potem z družino emigriral v Ameriko, kjer pa se je v celoti posvetil znanstvenemu delu, kar dokazuje njegova nadaljnja študijska pot. Magistriral je iz moderne lingvistike na Univerzi v Chicagu in slovanskega jezikoslovja na Univerzi v Harvardu, kjer je pa doktoriral leta 1962. Potem je bil zaposlen na Univerzi Illinois, nato Columbia v New Yorku, kjer je bil redni profesor slovanskih jezikov in kultur, bil pa je tudi gostujoči profesor na Univerzi Yale, New York. In kot že omenjeno, Društvo za slovenske študije je pomembno društvo, ki ga je on ustanovil in bil tudi njegov prvi predsednik in bil tudi med soustanovitelji že omenjene revije Slovene Studies. Skratka, vse svoje znanstveno delo se je osredotočal na slovansko in slovensko jezikoslovje in v ZDA uveljavil slovenistiko kot samostojno znanstveno vedo in bil član uglednih mednarodnih združenj in prejemnik številnih nagrad. Tukaj bi izpostavila samo še priznanja, ki jih je potem prejel tudi v domovini. Postal je dopisni član SAZU, bil je ambasador Republike Slovenije v znanosti in prejemnik častnega znaka Svobode Republike Slovenije za prispevek k poznavanju in uveljavljanju slovenske kulture v ZDA. Za konec naj omenim samo še to, da je zbornik tudi, ki je šel s finančno podporo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Poklon temu velikemu Slovencu, ki je sloves domovine in maternega jezika ponesel daleč v svet in ki je zaslužen, da je slovenistika v ZDA še danes živa in prisotna. Zato je tudi naslov zbornika, ki smo si ga izposodili iz naslova prispevka njegove hčerke, tak, ker gre točno za te tri besede, ki ga najlepše označujejo. Bil je namreč velik humanist, učenjak in predvsem domoljub, ki se mu je izpolnila tudi zadnja želja, da je pokopan doma med ljubljenimi Slovenci, kot je sam rekel, v Šmihelu v Novem mestu. Tako da upamo, da bo zbornik spodbudil dodatno zanimanje tako zanj, kot tudi za stroko in spodbuja tudi nadaljnja povezovanja in sodelovanja. Hvala Zariki za to izčrpno predstavitev tako samega zbornika, kot seveda tudi osebnosti Rada Ludovika Lenčka. Hvala ob tem seveda še enkrat doktorici Rozini Šrenk, res iskrena hvala tudi za vso njene spodbude in podporo, da je knjiga izšla. Kot sem že uvodoma povedala, je seveda zelo, zelo pomembno podpora našim knjižnim edicijam tudi strani države.
Tako da izdajo tega zbornika je podprl Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na tem mestu se mu zahvaljujemo, da nam pomaga ohranjati tisto temeljno poslanstvo Slovenske matice, to je gojiti slovensko zavest, identiteto, jezik, kulturo na vseh celinah sveta, razumeti dosledno, kar Matica dosledno spoštuje tudi s svojimi knjižnimi naslovi, da je treba slovensko kulturo razumeti kot enotni slovenski kulturni prostor in to vedno znova in znova poudarjamo. Naj ob tem seveda enako hvaležnost povem, da tudi predhodna knjiga o Juriju Slatkonji ne bi šla brez sodelovanja oziroma podpore. Pri tej knjigi je kot sozaložnica sodelovala tudi založba ZRC SAZU. Knjiga je išla s podporo Javne agencije za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in Muzikološkega inštituta ZRC SAZU. Tako da je to tudi sodelovanje ne samo z raznimi državnimi organi za podporo našim knjižnim edicijam, ampak tudi seveda z drugimi znanstvenimi, raziskovalnimi inštitucijami zelo, zelo pomembno in na tem mestu se tokrat zahvaljujem Muzikološkemu inštitutu ZRC SAZU. No in zdaj k antiki, ki je vendarle tudi pomemben segment edicij Slovenske matice. Že od nekdaj vemo, da ima Slovenska matica najstarejšo filozofsko zbirko na Slovenskem in kot prvi zvezek te zbirke je izšel prav prevod antične filozofije. Enako pomembna je seveda tudi antična zgodovina. Pri Slovenski matici so išli Sovretovi stari Grki, ki jih še vedno imamo in ponatiskujemo. In tokrat se bomo posvetili prevodu Livijeve zgodovine od ustanovitve mesta in sicer drugemu zvezku. Naš nekdanji zelo cenjeni predsednik, akademik profesor dr. Primož Simoniti, je pred svojo smrtjo začel prevajati Livijevo izredno obsežno zgodovino Rima. Uspel je prevesti prvih 5 zvezkov, ki so lani išla posthumno, tokrat pa je drugi zvezek išel v prevodu Aleša Mavra in prav tako kot prvi v skrbnem uredniškem pregledu dr. Davida Movrina. Zdaj predajam morda besedo najprej uredniku, dr. Davidu Movrinu, da nekako usporeja oba zvezka, delo pri obeh zvezkih in seveda izpostavi tudi sam pomen izjemno obsežnega knjižnega projekta, ki prav tako izhaja s podporo Javne agencije za knjigo kot večletni projekt. Izvoli, David. Najlepša hvala. Se mi zdi, da je kar nekoliko prazničen dan. Na mislu mi prideta dva profesorja. Kajtan Gantar je pred, zdaj pa tega že kar. Mislim, da smo imeli 2018 eno praznovanje Ovidijeve 2000-letnice smrti. Mi smo bili na konferencu, Gantar je prišel, imel nek krasen prispevek, ampak na začetku prispevka je pa povedal, da je navdušen nad tem, da imamo zdaj tukaj zgodbo z Ovidijem, ampak da ga pa večkrat ga pa boli, da 2000 let Livijeve smrti, ki je bilo pa nekoliko prej v tistem času, da je šlo pa na Slovenskem mimo brez odmeva. Skratka, ta luknja je bila resnično iz leta v leto bolj opazna. Skratka, da neka kultura raste, pa da nima enega takega fundamentalnega teksta na voljo, to je postajala težava. Drug profesor je posvedel, profesor Simoniti, ki ga seveda vsi poznate, on je, ko se je upokojil, je začel prevajati Livija z nekim otroškim veseljem. Tisti, ki ste ga takrat srečevali, vsak me je povedal, česa se je lotil, kako se je lotil, kako mu gre. Začel je tudi že odlomke objavljati. In
vsi smo imeli občutek, da bo to zdaj ta magnum opus, za katerega je bil, se mi zdi, unikatno pravi človek za nekaj takega narediti. Ne? On je historiografijo dolgo leta predaval, imenitno predaval, res je imel seznanje, pa to jezikovno izvirnost, da se je obetala ta mistrevina. Nismo računali seveda na infarkt, ki je potem prišel, ko je končal teh svojih prvih 5 knjig. Tako da takrat se je pa začel nekoliko, je ugotovil, da cel opus je verjetno zaradi svoje preobsežnosti izven dometa in je začel brusiti teh zadnjih 5 knjig. In to je potem ostalo v njegovi rokopisni dediščini. Jaz sem izredno vesel, da je Slovenska matica to vzela pod svojo streho. To je nekaj, kar je bil poseben izziv, jasno. To je bil prevod, bil je pa brez vseh besedil, ki spadajo zraven k taki knjigi. Skratka, brez vseh kazal, brez vsega aparata, brez opomb, brez seznamov, konzulov, vladarjev in tako naprej, brez zemljevidov, brez vsega tistega, kar taka knjiga, ki je jasno narejena za več desetletij, absolutno potrebuje. Tukaj se mi zdi, da smo resnično našli neko zapleteno rešitev, ki pa mislim, da je bila prava rešitev. Izhajali smo iz teksta, po katerem je prevajalec takrat delal. To je bila ta nemška izdaja za Tuskulu, ki je nam dala neke vrste zgled tistega, kar po mojem upravičeno lahko dobijemo, da je imel prevajalec v mislih za to izdajo. In ta izdaja je zdaj res narejena po vseh standardih. Vse, kar imajo najboljše tuje izdaje, lahko zdaj tudi najdete. Ves aparat je tukaj, dopušča delo s to knjigo, kar res mislim, da je neke vrste game changer za antično zgodovino, za proučevanje antične zgodovine na Slovenskem. Prišel je pa seveda potem še naslednji preizkus. Preizkus je bil, kako narediti iz tega, kar je bil do teh prvih 5 knjig projekt, ki je bil pa dejansko v začetku in spet, ki je bil nekaj, kar je imel prevajalec v mislih. In tukaj smo našli z matico neko rešitev, ki je bila pa rešitev v sklopu teh večletnih zahtevnih projektov. Da smo se odločili, tukaj sem resnično hvaležen, da je založba podala ta posluh, da smo se odločili, da bo to nekaj, kar ne bo pika postavljena za tem, kar nam je za Simonitijem ostalo, ampak da bomo šli naprej v skladu s to njegovo vizijo. Kar je pomenilo, da smo prijavili te prve 3 peterke na ta 3-letni projekt. Moram reči, da nekoliko s tresočo roko. Zakaj? Zaradi tega, ker kljub vsemu smo imeli za brušenje tega Simonitijevega teksta več let časa. Ampak zavezali smo se pa potem, da bomo zdaj to počeli z nekim divjim tempom, ki ga seveda nismo izbrali sami. Jak ima zahteve, kakršne ima. Ampak z nekim, se mi zdi, kar predrznim pogumom smo potem skočili v ta bazen in jaz sem presenečen in resnično hvala tudi prevajalcu, dr. Mauro, da je to zdržal. In imamo zdaj tukaj drugo knjigo, kjer so se pa neke vrste preizkusni kamen začeli preverjati vsi principi postavljeni ob prvi knjigi. Eno je seveda narediti enkraten projekt, drugo je pa narediti projekt, kjer lahko hkrati povežeš več različnih prevajalskih glasov in pustiš njihovo identiteto in pustiš dihati, če temu tako rečem, hkrati pa ohraniš neko enovitost cele knjige, kar pa seveda pri taki stvari ravno tako bistveno. In tukaj moram reči, da imam občutek, da je šla stvar lažje čez, kad sem pa kdaj v strahu si pomisliti. Ta slog, pa bo mogoče seveda prevajalec zdaj lahko več o tem sam povedal, slog je bil do te mere, se mi zdi,
kompatibilen s Simonitijem. Ne morem reči, da ga kopira ali pa kaj podobnega, zato ker to ne bi bila prava beseda. Slog je še vedno originalen, pa tudi tisto, kar rečejo Francozi, drži, da je slog človek sam. Moram reči, da v tem slogu prevajalca prepoznam, ampak hkrati smo pa z vsemi temi diskusijami, ki smo jih imeli, z vsemi pripravami, z vsemi srečanji uspeli najti neko harmonijo, ki zdaj tudi bralcu, se mi zdi, pokaže, da je to kljub samo eno delo. Zdaj, ker seveda, kakor prevajalce poznam, bo z neko lažno skromnostjo tukaj tega ne bo hotel povedati sam, ampak ta prevod je ravno tako mojstrski, kot je bil Simonitij. Ta prevod je resnično skrben, izredno, na trenutke tudi formativno luciden, ima neko besedno igrivost, ki smo jo potem celo, se mi zdi, z lektorico uspeli doreči, da lahko nekatere stvari ostane, kar se mi zdi važno, zaradi tega, ker ta slog pravzaprav skuša, kot je Simonitijev slog skuša na trenutke loviti to nenavadnost latinskega izraza. Kar seveda ni lahko, zaradi tega, ker ne moreš mehanično tega prenašati, ampak na trenutke si pa prevajalec dovolj kakšno sintaktično, dajmo reči temu posebno formulacijo, ki bralca nekoliko zbudi. Potem gre gledati in seveda tudi latinskega bralca marsikdaj kakšna stvar izrazito dregne, ne brez povezave z osebino. Tako da zdaj bi pa mogoče kar predal kakšno besedo še prevajalcu samemu. Ja, Aleš Mavr, kako je torej potekal ta divji dir, ki je seveda potekal tudi ob strašnem pritisku založbe, kar je nekoliko že omenil David, lektorjev, zahtev lektorice in seveda tudi samega urednika in seveda predvsem ta vidik primerjave lastnega sloga, prevajanja in našega cenjenega profesorja Simonitija. Ja, na začetku se moram posipati s pepelom, na srečo je Liljana že šla, ker vsako leto doslej sem povedal študentom, da je Jurij Slatkonja ustanovil dunajske dečke v obravnavi besede prepositus, tako da se zato posipam s pepelom za nazaj, za naprej tega ne bom več počel. Druga stvar, sam teh 5 knjig nisem prevajal z otroškim veseljem, to moram takoj na začetku povedati. In sem pa otroško vesel, da nam je uspelo. In to nekaj šteje. Seveda sem ponosen, da mi je uspelo, ampak ne bi uspelo brez Davida in njegovega nepogrešljivega optimizma, ki je res nalezljiv. Moram povedati tudi, da je prevajanje tega dela potekalo vse skozi v senci vojne v Ukrajini, ruske vojne zoper Ukrajino, praktično od prvega trenutka, ko sva se pogovarjala o tem projektu, pa skozi celoten čas, kar seveda ni pozitivno vplivalo na samo prevajanje, ker me je odbijalo od Livija, s tem njegovim otroškim navdušenjem nad vojaškimi podvigi Rimljanov, nad tisočnijami pobitih nasprotnikov, kar se je lahko privoščil samo nekdo, ki nikoli verjetno ni videl vojske od blizu, ki nikoli ni opravljal kakšne visoke politične funkcije in pravzaprav je ena od najzanimivejših stvari pri Liviju, da je bil izrazit foteljaš. Pisal je iz fotelja, ampak ravno on, in v tem je velik paradoks, nam je zapustil dejansko najbolj znano in največkrat navajano podobo rimske zgodovine. In v tem je neka zgodovinska ironija. Tako da
Lahko rečem, da imam do Livija podoben odnos, kot ga je imel Catull do lezbije, se pravi odi et amo. Vsebina mi ni bila vedno pri srcu. Upal sem, da bo vsaj kdaj toliko pošten, da bo opisal tudi kak rimski poraz, ampak nisem doživel tega zadovoljstva, kajti še tam, kjer je ta poraz na dlani, to je poraz pri kaudijskih globelih, je Livij uspel ta nedvoumni poraz potem po eni strani umiliti, po drugi strani pa ga uravnotežiti z rimsko zmago, ki si jo pa verjetno izmislil, oziroma so si jo izmislili njegovi viri. Kar se tiče spomina na profesorja Simonitija, tudi to je bilo nekaj, kar me je vse skozi spremljalo. Zdelo se mi je prav, čeprav ta odločitev ni bila v vseh primerih lahka, da sva se z Davidom odločila za načelo in dubio pro primo, se pravi, če bi obstajala kakšna prevodna rešitev, ki bi se meni zdela boljša, pa je bila drugačna od tiste, ki jo je za enako besedo ali za ime istega ljudstva že uvedel profesor Simoniti, sva se vedno odločila za njegove rešitve. Bil pa je navzoč pri tem prevajanju profesor Simoniti tudi ravno svojimi predavanji iz historiografije, ki so, kot jih danes vidim, nekaj neponovljivega. Takrat jih mogoče nisem, ker je bilo to v petek popoldne, pa sem že z enim očesom ali pa enim in pol pogledoval proti železniški postaji, kdaj bom sedel na vlak in se 3 ure cijazil nazaj do doma. Ampak, ko sem srečeval spet tiste odlomke, o katerih nam je pripovedoval profesor Simoniti in nam je tudi že bral v svojem takrat najbolj nastajajočem prevodu, sem vedno občudoval tisto, kar meni gotovo manjka v odnosu do rimske antike, namreč pristni humanizem. Gotovo se tudi profesor Simoniti ni posebej navduševal nad Titom Manlijem Torquatom, ki likvidira svojega sina, ker ni upošteval njegovega ukaza. Ampak kljub temu nam je znal ravno ta prizor predstaviti z neko človeško noto, tako da si predstavljam, da je na antične junake gledal podobno, kot sam gledal na svetniške legende, se tudi boleče zavedam, da morda nič od tega, kar v teh legendah preberemo o sveti Katarini, sveti Luciji, sveti Doroteji, ni res, ampak zame je to res na neki drug, višji način, na neki drugi ravni, in zdi se mi, da je znal Simoniti v vsa svoja predavanja res uliti to neponovljivo ljubezen do antike, in ravno zaradi tega, ker je meni ob določenem prirojenem cinizmu manjkala, je bilo prevajanje Livija tudi težje. Po drugi strani pa sem vedno pomislil tudi na geslo škofa Tomaža Hrena, Teret labor, aspice premium, in moram reči, dokaj pa brez lažne skromnosti, da je premium res veličastno, oziroma da je občutek res izjemen, ne glede na to, da so se mi porušili vsi terminski načrti in da bom še dolgo odplačeval grehe, ki so se mi nakopičili, medtem ko sem se preveč ukvarjal z Livijem. Hvala Davidu Movrinu in Alešu Mavru, ker nadaljujeta to neponovljivo ljubezen profesorja Simonitija do antike.
hvala tudi Lucijanu Bratušu, ki je danes z nami in ki skrbno prelamlja vse te Livijeve besede. Tako da je knjiga tudi v tej podobi, tudi po njegovi zaslugi. Hvala tudi Nadi Šumi, ki je danes ni z nami in ki je tako skrbno cele noči reševala, da je knjiga ob 160-letnici lahko išla pravi trenutek. In seveda hvala vam, ki ste prišli, še prej pa prosim za kakšno vprašanje. Izvolite. Jaz sem omenil sugestijo, Janez Kipic, Kern, bivši knjižničar. In sicer sem zdaj pripravljal obnovitev izhajanja tradicije naših knjižnih koledarjev. In sem naredil kompleten pregled slovenskih knjižnih koledarjev, od Trubarja dalje, in sem naletel tudi na koledar Slovenske matice. Tam v 19. stoletju je šel. Ga imam tukaj le noter, tako da sugeriram vam glede obnovitev tega koledarja, ker to je lep, prvič pa koledarsko vlogo pa možno je kaj objaviti. Jaz bom sam samostojno svoje edicije izdajal, pa tole bi tudi pripravljam eno knjigo Prvi Evropejci. In je vezana na to tematiko, ki ste vi zdaj govorili, se pravi Slovenci, kaj so prispevali svetu, Evropi. En takih Slovencov, dobro, Amerikance, tiste v Ameriki ste navedli, en pa teh Slovencov, ki je veliko prispeval k Evropi, je bil tudi Jan Kolavrin, ne? Sprav, pa in tako dalje. Ampak to bom jaz skozi zasebno to temo pokril, glede, ker je bilo govoriti o financiranju, bi vam sugeriral, da za tele vaše projekte, ki tudi seveda nekaj stanejo, pridobite tudi kakšna sredstva od Evrope ali kakšnih mednarodnih inštitucij. A veste, žalosti me pa, da ker smo na Slovenski matici, tukaj ni RTV Slovenije. Je v prvi vrsti. Ne vem, Ni televizije Slovenije, je pa Radio Slovenija. Kako? Ni televizije Slovenija, ampak je Radio Slovenija tukaj v prvi vrsti. Je pa res, se vizualni vidik ima velike prednosti, nažalost. Smo še zmeraj na stadiju slikanic. Hvala lepa za vse vaše sugestije. Če bi se radi bratko pogovorili, pa se bomo, ne? Bomo. To knjigo o prvih Evropejcih bom pa jaz dejansko zapal. Slovenci so prispevali, ne samo Slavkonja, še nekaj drugih je bilo, Kopitarja in tudi naprej v Evropi. In bi bilo na to tudi program za nares in pridobiti, ker raziskave tudi od Evrope. Ja, drži vse to. Naj morda za zaključek povem, da bo Slovenska matica tudi to leto organizirala več kot 100 prireditev in seveda med njimi tudi kar nekaj simpozijev, ki bodo posvečeni znamenitim osebnostim. Teh je kar nekaj, Rudolf Meister, potem Bruno Hartmann, Stanič, skratka Valentin Stanič in vsi drugi, Andrej Jemec, skratka mnogi med njimi in prepričana sem, da bodo znova nastale tako pomembne edicije. Hvala vsem, ki ste prišli in seveda izvolite, predsednik. In spomini Janka Laurina, pa že bi izdali. Ja, drži. Koledar je pa za vsako leto seveda res izhajal pri Slovenski matici in danes je to glasnik Slovenske matice. Tako da ta naše letno glasilo še vedno izhaja in bo išlo tudi to leto. Skratka, branja bo dovolj, verjamem pa, da in upam seveda, da bodo naše knjige doživele tudi večji odmev v medijih, tudi seveda glede na to, da je Slovenska matica druga najstarejša založba in naše najstarejše kulturno in znanstveno društvo. Hvala vsem, ki skrbite
zato da tega ne pozabimo. Nasvidenje.